Stranke poiščejo zaklon, ko v parkirišču Autozone odjeknejo streli. Rekel je, da ga je videl, kako je stal nad njo s pištolo. Primer dobi smrtonosen preobrat in kmalu preiskovalci odkrijejo povezavo med osumljencem in žrtvijo. Dvigni roke, dvigni roke, dvigni roke, dvigni roke. Kolikokrat si streljal? Enkrat sem streljala. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Osumljenec trdi, da je ravnal v samoobrambi, vendar ni ostal na kraju dogodka. Namesto tega je pobegnil in pustil svoje dekle, da umre na tistem parkirišču. Je 4. avgust 2025. Nahajamo se v Bedfordu, Ohio. Skoraj 10:30 je zjutraj, ko so policisti policijske uprave Bedford napoteni v lokalno trgovino z avtomobilskimi deli. Prejeli so poročila, da je bila ženska ustreljena v prsi. Ko policisti prispejo na kraj dogodka, reševalci žensko že nameščajo v reševalno vozilo, vendar priča pravi, da je strelec že pobegnil. Videla sem ga, kako je preskočil tisto ograjo. Ste ga videli? Ste bili tukaj? Ste bili temu priča? Bil sem čez cesto. Videl sem, slišal sem strel. Torej nisi slišal, preprosto nisi bil tukaj, Darren. Ne, nisem bil tukaj. In ravno kar si bil tu nekje blizu. Prav tam sem izstopil iz avtobusa, slišal sem strel in videl sem ga, kako je tekel. Videl sem ga, kako je tekel in preskočil tisto ograjo tam. Imel je bele hlače. Policijska uprava je žrtev identificirala kot 20-letnega Rileyja Jonesa. Policisti raziskujejo, kaj se je zgodilo. Drug priča pravi, da se spomni, da je videl moškega, ki je stal nad Rileyjem s pištolo v roki. Kje si bil? Plazil sem se iz tega tovornjaka, ko sem slišal strel in sem šel okoli zadaj in ga videl stati nad njo s pištolo. Rekel je, da ga je videl, kako je stal nad njo s pištolo po strelu. Ni videl samega strela, ampak ga je videl stati nad njo s pištolo. Redu. Odpravili se bomo in poskusili dobiti osumljenca. Mark, želiš izjavo priče zdaj ali kasneje? Kričal sem nanj, naj gre na tla. In potem pride v trgovino in jaz si rečem, Kličemo policijo, prasica, vemo, da gre. Helen, kakšna pištola je bila to? Bila je črna pištola, mislim, da je bila bolj kompaktna, na strani je imela nekaj, kar je štrlelo ven. Ne vem, kaj je bilo to. Nisem dovolj seznanjen z orožjem, da bi ga lahko opisal. V redu, bi bili pripravljeni podati izjavo kot priča za nas? Lahko. Nimam veliko informacij, ki bi pomagale pri identifikaciji, ker sem se skrival za tovornjakom in si moškega niti dobro nisem ogledal. In ko sem se vrnil, da bi poskusil pogledati okoli vogala, ko sem klical na številko 911, ga ni bilo več. Torej, nimam veliko prepoznavnih podrobnosti za vas. Lahko vsaj rečete, da sem slišal strel in videl moškega, ki je stal nad njim. Lahko to napišete v izjavo zame. V redu, Dale, naj to posredujem naprej. Riley so odpeljali v bolnišnico. Njeno stanje je kritično. Uradniki ne vedo, ali bo preživela. Medtem dodatni policisti iščejo strelca. Po poročilu policije je strelec opisan kot temnopolti moški, oblečen v črno jakno na zadrgo in bele hlače. Kmalu se javi še ena priča s podrobnostmi, ki spremenijo preiskavo. Kaj se je zgodilo, gospa? Tu je preveč. Že nekaj časa sta v toksičnem razmerju, že prej sem poklicala policijo zaradi nje, zato je prišla sem. Razbila je okna na njegovem že počeni vetrobranskem steklu in uničila njegov avto. Poskušala sem dobiti prepoved približevanja. Živela sem v Maplu. Rekli so mi, da ne morejo ničesar storiti, ker on tam živi. Verjetno ji bo dovolil, da še naprej prihaja tja. Kakšen je vaš odnos? Jaz sem njegova mama, mama Darjana Hobja. V redu, to je otrok v belih hlačah. Ja. Imel je jakno na sebi. V redu, ja. Zato sem ga prosila, naj jo pusti pri miru. Pogovarjala sem se z njegovo družino in njeno družino. Tresem se. In prosila sem jih, naj pustijo drug drugega pri miru. Koliko sem razumela, sta drug drugega pustila pri miru. Ona je danes zjutraj prišla k meni in zvonila na moj zvonec. Rekla je, da je poklical in ji odložil telefon. In rada bi vedela, zakaj. Poklical jo je in ji odložil telefon. Hiša, to mi je povedano. In rada bi vedela, zakaj mi je odložil telefon. Zato jo prosim, naj gre, ker te nočem tukaj. Zakaj si tukaj? Rekla je, da sta bila ves čas še vedno skupaj ali karkoli že. Bila je vznemirjena, ker se je vrnil v hišo. Z njo je končal pogovor. Vrnil se je v hišo, ona pa je želela, da še naprej govori z njo. Zato sem jo prosila, jo ves čas prosila, naj gre. Na koncu je odšla. Prišel je v hišo in rekel, grem v Autozone. Tukaj naj bi plačal, da mu preverijo akumulator. Ker njegov akumulator... Hot. No, je na moje ime. To je moj. Torej, prišel sem gor, ko se je peljal proti Libiji, sem jo videla na sredini ceste,
Sledila mu je in poskušala udariti v njegov avto, ko se je peljal po Libby Road. V redu, nadaljujte. Zato sem jo prosila, da ga pusti pri miru. Ko sem poskušala govoriti z njo, sem ji rekla, da moram govoriti o tem, zakaj si sploh tukaj. Prosila sem te, naj greš. In rekla je, no, želim govoriti z njim, čeprav vem, da sem prekinila klic zaradi vseh teh stvari. Tako kot sem rekla, ga je sledila sem gor. Zaradi nje je nastal promet, ker je on poskušal voziti naravnost, ona pa je ves čas poskušala trčiti v njegov avto. Kar nadaljuj. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo, ko sta prišla sem gor, poklical me je in rekel, da se je nekaj slabega zgodilo. Samo ščitila sem. To, da ga vprašam, kaj se je zgodilo. On pa, ustrelil sem jo. Poskušal sem se zaščititi. Zdaj pa se malo vrnimo nazaj. Medtem ko policist zaslišuje žensko, za katero misli, da je osumljenčeva mama, opazijo moškega, ki ustreza opisu osumljenca, kako hodi peš. Tam je moški v belih hlačah, temnopolti moški, bele hlače, črna jopa na zadrgo, hodi proti Broadwayu in govori po telefonu. Odloži telefon. Dvigni roke, roke gor, roke gor, roke gor. Policijska uprava Bedford je potrdila, da je bil osumljenec streljanja Darian Hobley. Po poročilu o primeru so policisti opazili, da je imel kri na desni hlačnici in sprednjem delu majice. Kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo? Kaj se je danes zgodilo? Povedal sem ti, samo prišel je k meni domov. Naj ti tokrat srce zlomi vse skupaj. In v bistvu sem ji rekel, naj se ne vrača. Danes zjutraj sva se malo sprva. In rekel sem ji, naj ne prihaja k meni domov. Ona pa je vseeno prišla k meni domov, čeprav sem ji rekel, naj ne pride. Pridem domov, pridem domov. To je največja neumnost. Imamo tarčo v čovnu, gremo. Mislil sem, da je to bilo. Mislil sem, da bi bilo čudno in tega nisem hotel v svoji hiši. Moja mama govori o tem. Pohiti. Kde ona? Kaj? Že ona? Moje dekle. Rekel sem ji, naj me pusti pri miru. Nočem, da me moti. Počutim se ogroženega. Policisti so želeli vedeti, kaj se je zgodilo s pištolo uporabljeno pri streljanju. Darjan prizna, da jo je odvrgel. Kje je pištola? Zavrgel sem jo. Kaj? Zavrgel sem jo. Kje? Pitaj sobi. Kaj? V kanalizaciji? Kateri kanalizaciji? Ne ravno. V redu, poslušaj, imaš pravico molčati. Vse, kar rečeš, se lahko uporabi proti tebi na sodišču. Odvetnik po uradni dolžnosti ti bo dodeljen. Trenutno, ali? Razumeš svoje pravice? V redu, a nam želiš kaj povedati? Vem, da si rekel, da si se tam sprl z svojo punco, prav? Kje pa živiš? Torej, živiš tam, se je danes prišla k tebi domov. Je. Kako si prišel sem? Bil sem v avtozoni, ker mislim, da imam slabo baterijo. Je šla za tabo v avtozono? Šla je k nekomu drugemu domov in tam ostala, dokler nisem odšel. In potem me je sledila tja gor, lagala je pri mojem avtu. Ves čas me je spremljala skozi promet. Ne pravi mi, naj me pusti pri miru, ampak ji govorim, naj se umakne od mojega avta, ker me ves čas nadleguje. Ves čas me izziva. Poskuša me udariti, zato sem rekel, v redu, lahko se umakneš. Že sem imel opravka s tem, da me je poskušala udariti in podobno. Zato sem ji govoril, prosim, umakni se, prosim, umakni se. Lahko greš stran od mojega avta, ne dotikaj se mojega avta. Ne dotikaj se mojega avta. Odprla je okno mojega avta, roko je dala v avto. Nisem vedel, kaj bo naredila. Bil si na voznikovem sedežu? Da. Na svojem avtu? Da. Je tvoj avto še vedno pri avtozonu? Ja, moral bi biti. Kakšen avto imaš? Cesti Chevy Coco. Kakšne barve je? Bela. To je vaš avto, registriran je na vas. Registriran je na mojo mamo. To je avto vaše mame. Torej je vtaknila roko skozi okno vašega avta. Ne. Odprla je vrata. Odprla je vrata, dvoje vrata na voznikovi strani. V redu. In kaj se je potem zgodilo? Taknila je roko v avto in jaz sem jo ustrelil. Ali ste se bali za svoje življenje? Na splošno me je bilo strah, ker je segla tja, kjer je bil moj avto. Ali je imela kakšno orožje pri sebi? Ne, ampak segla je tja, kjer je bila moja pištola. Kje je bila tvoja pištola, ko je segla v tvoj avto? Bila je pri tvojem sedežu. Ja, na levi strani? Na moji desni strani. Na tvoji desni strani, kot med sredinsko konzolo? Je segla? Kot pri njenem besnem kolenu? Je bilo kot med avtomobilskim sedežem in sredinsko konzolo? Je. In ona je segala, tako da bi morala seči čez tebe. Že. Je vedela? Je vedela, da imaš pištolo? Da.
V redu. In kaj je poskušala narediti? Zakaj sta se prepirala in zakaj te sploh sledi? Ker misli, da živi s tabo ali kaj? Iskreno, To je nekaj malenkostnega. Res ne razumem, zakaj mora tako pogosto priti do te točke. Ampak pravkar sem jo poklical, videl sem, kje je bila. Ja, poslal sem sporočilo Dirty Radio, ni odgovorila. In ko sem jo poklical, je rekla, da gre po travo. Breda. Rekla je, medtem ko sva bila na telefonu, no, potem je še enkrat poklicala. na katerem naslovu si bil in takrat te je začela slediti, prišla je k tebi. Je to stanovanje? Ne. Libby. Da. To je Libby. V redu, torej je prišla k tebi domov. Sledila ti je vse do sem. Kaj je poskušala narediti? Ne vem, to ti pravim, zdel se, kot da bo večkrat trčila v moj avto. Zelo blizu je prišla med mene in drug avto tam. Ne ravno tam. Ampak v kateri jašek si vrgel pištolo? Je na tej ulici? Kakšno orožje? Kaj je to? 9 mm. Katera znamka in model je? Nisem ravno prepričan. Je tvoje. Je od koga drugega? Od nekoga drugega. V redu. Torej je eden od teh kanalizacijskih jaškov tukaj v bližini. Ne more biti daleč, kaj ne? Morali ga bomo dobiti. Tvoje sodelovanje nam bo zelo pomagalo. Ne veš, kateri kanalizacijski jašek. Sam ne vem, kako naj grem. Ne veš, kaj ne narediš. Koliko si star? 22. 22. Kakšna je tvoja številka socialnega zavarovanja? Naj bi šel v vojsko. Kmalu ne bi šel v vojsko. Koliko si star? 22. 22. Kaj si nameraval početi v vojski? IT strokovnjak. Si se prijavil? Kdaj bi se to moralo začeti? Čakal sem do oktobra. Čakal sem do oktobra. V redu. Je to tvoja bivša punca, trenutna punca ali kaj tazga? Želel sem, da bi bil to moj bivši gostiteljski staž. Če sem iskren, nisem ravno prepričan. Boš res dovolil, da ti ta punca uniči prihodnost, da bi jo lahko imel? Nisem vedel, kaj naj naredim. Koliko krat si ustrelil? Ustrelil sem enkrat. Samo en strel? Da. S katero roko si streljal? Tvoja desna roka? Veš, kakšne barve je pištola? Siva je. Bela? Črna. Kaj je to? Okrogla pištola. Nastavite pištolo. Da, gospod. Imate kje vode? Voda? Nimam nobene vode. Prav, samo da vzamemo zase. Policisti so pregledali vse kanalizacijske jaške na tem območju in uspeli najti pištolo za picerijo, tako piše v poročilu o primeru. Polimer 80 je orožje iz kompleta, ki nima serijske številke, ki bi jo proizvajalec namestil na pištolo. Brez serijske številke so ta orožja nezakonita in za nakup 80% dokončanega spodnjega dela ni potrebna nobeno preverjanje preteklosti. Polimer 80 se pogosto imenuje tudi orožje brez serijske številke. Fotografije orožja v kanalizacijskem jašku so bile posnete, polimer 80 pa ni imel vstavljene nabojnika, je pa imel naboj v cevi. Medtem ko Derian trdi, da se je incident začel zaradi nepomembnega prepira, pa prijateljica Riley, ki je med streljanjem sedela na njenem sovozniškem sedežu v Autozone, razkrije, o čem je ta nepomemben prepir v resnici bil. Hej, fantje, lahko prosim ostanete stran od avta. Morda se zadržujte kje drugje. Veš, recimo, če pride moj prevoz, bom lahko odšla? Ali pa ste vi, fantje,
Je kdo zbral vaše podatke? Imela sem klobuk, kot je moder. On ni bil v uniformi. Ja, Ja, zbral je vaše podatke. Ja, moje oči. Ja, mislim, da lahko greste. Ja, v redu, ni zakaj. Gospa, samo na hitro ste prišli, oprostite. Ste bili ves čas z njo? Ja, ves čas. Torej, kaj se je zgodilo? Samo prepirali sta se. Prepir je prišel do točke, kjer... Začelo se je v Maple Heights, v redu. In rekla je, ustavi, pogovoriva se. Tako sta na koncu ustavila pri AutoZone. Ona izstopi iz avta. Tukaj je parkirala. Ne, parkirala je za njegovim avtom. Premaknila sem njen avto, ko je izstopila iz avta. Premaknila sem njen avto, ko... Odpeljala sem se, ker sem mislila, da se bo še enkrat vrnil ven. Ja. Takrat sem šla v Polinezijo. Torej je šel v AutoZone in iz AutoZone. Ja, ustrelil jo je. Šel je noter. Ustrelil, je šel noter, mu rekel naj pokliče 911 In potem je prišel nazaj ven. in potem je prišel nazaj ven. In poskušala sem jo dvigniti. O, res? Tega nisem videl. Prišel je naravnost do nje, kar je bilo v splošni smeri. Zato sem šel nazaj za njo. Ja, in zato sem stekla v avto, da bi se odpeljala, ker sem si mislila, ne, ustreli me. Se me že tako ali tako ne mara, zato me ne ustreli. Tako da, ko sem se odpeljala in videla, da jo poskuša pobrati in ji pomagati, sem avto obrnila nazaj, ker sem si mislila, v redu, mogoče je zdaj malo bolj priseben. In mislim, da sem, ko sem zaslišala rešilca, takrat avto zapeljala sem, da se omaknem s poti. V redu, razumem, ja. Torej, v avtu ste sedeli neposredno za njim, ko jo je ustrelil. Ja. Kaj se je dogajalo v tistem času? Tako se je vrnila k avtu. Tako je šla do njegovega avta. Pogovarjala sta se približno 5 minut. Prišla je do svojega avta. Sem našla njen telefon? Našla sem njen telefon. Podala sem ji ga. Telefon je čisto uničen. Ne dela več. In ji ga podam. Potem ona gre nazaj do avta. Jaz še vedno sedim na sedežu spredaj. Rekla je, spet si mi razbila telefon. Že drugič. In potem... Ne vem, kaj se je zgodilo v tistem kratkem času, ampak ko je izstopal iz avta, sem zaslišala strel. Sploh ni zvenelo kot strel. Zvenelo je kot zračna puška, kot petarda, nekaj takega. Ni zvenelo kot strel. Zato sem vprašal, kje je stala, ko se je to zgodilo? Torej, to so vrata, to je njegova voznikova stran. To je... poglej ga, kako izstopa iz avta. On jo je ustrelil. Ona je padla dol. Ona je preprosto padla nazaj. Ja, ona je dobesedno samo padla nazaj. Ni se niti borila, ničesar ni bilo, samo padla je nazaj. Slišala sem, kako je zakričala moje ime. In ko sem že hotela izstopiti iz avta, sem ga videla, kako je prišel iz AutoZona. Zato sem si mislila, da nočem biti ustreljena. Zato sem avto odpeljala stran. On. Je streljal in odšel. The AutoZone. Rekel jim je, naj pokličejo policijo. Darian Hobley je bil prepeljan v priporni center v Solonu. Nato so policiste obvestili, da je Riley Jones umrla zaradi poškodb. Zato je bil Darian obtožen težkega umora. Sprva se je izrekel za nedolžnega. Na koncu je s tožilci sklenil dogovor o priznanju krivde in priznal krivdo za nenamerni uboj. Med izrekom kazni februarja 2026 je, medtem ko so mu po obrazu tekle solze, dejal, da ni nameraval poškodovati Riley. Sam prestrašil sem se. Poskušal sem ji pomagati. Prosil sem nekoga, naj izve, ko sem poskušal iti, ampak nisem vedel, kaj naj naredim. Vse je bilo zame preveč. Preprosto sem odšel. Potreboval sem samo novo okolje. Torej, sem v težavah. Mislil sem, da bi si škodoval. Preprosto, imel sem dovolj. Sprejel sem slabo odločitev in se znebil pištole, vendar ne zato, da bi se izognil pregonu ali obtožnici. Bilo je dobro. Nisem si želel nič narediti, mislil pa sem, da bo Riley v redu. Samo pomislil sem pri sebi. Ona je oboževalka, draga. Vedno bi mi imela kaj povedati, pa naj bo dobro ali slabo. Mogoče je želela vprašanja, jaz pa.
Nikoli nisem pomislil. Darijan je bil obsojen na več let v zaporu v Ohaju, vendar to ne bo za vse življenje. V redu. Torej je kazen za prvo točko 1 leto zaradi uporabe strelnega orožja, ki se mora odslužiti pred in zaporedno. Skupno minimalno kaznijo 7 let za osnovno točko in skupno maksimalno kaznijo 10,5 let za osnovno točko. 5. točka 24 mesecev. 1. in 5. točka se izvršujeta istočasno. Imate 8-letno kazen, ki jo lahko odslužite do 10,5 let. Odrejeno vam je pripor in prevoz. Spletni zapisi oddelka za popravne zavode v Ohaju kažejo, da Darijan Hobley služi svojo kazen v popravnem zavodu Lake Erie. Njegov pričakovani datum izpusta je avgust 2033, ko bo star 30 let. Hvala, da ste se nam pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.